uvodoma torej pojasnim, da smo vam iz Državnega zbora poslali vabilo na zaslišanje na 27. sejo preiskovalne komisije, in sicer je to bilo 21. novembra 2024, kar pomeni 19 dni pred zaslišanjem, ki je bilo predvideno za 10. december 2024 ob 14. uri. Vabilo vam je bilo torej poslano pravočasno, mislim, da je 19 dni, pa vendarle nekako to vabilo v 19 dneh priromalo na vaš naslov. Res pa je, da ste na dan zaslišanja, torej 10. decembra ob 16. uri in 17 minut sporočili, da nimate časovnega stroja, da bi lahko potovali nazaj v čas in se udeležili seje, ki je že minila. Ne? To seveda lahko razumemo, ne drži pa, da vam mi nismo vabila pravočasno poslali, torej 19 dni. No, 13. decembra lani pa smo vam poslali vabilo na današnjo sejo, pošto ste prevzeli 17. decembra in se seje danes tudi udeležili, za kar se vam najlepše zahvaljujemo. Ob tem bi omenila možnost, da bi se za današnjo sejo zaradi nujne zadržanosti, javno ste namreč zapisali, da vas je ameriški predsednik Trump povabil na inauguracijo, ki se je zaradi današnjega pričanja pred preiskovalno komisijo niste mogli udeležiti. To bi se vendarle lahko upravičili, se tega izjemnega dogodka udeležili. To bi bilo povsem razumljivo in povsem dobronamerno razumljeno. Toliko pač v pojasnilo vam in vsem tistim, ki nas spremljajo. Ste kdaj delali za Nova obzorja? Ne. To sprašujem zato, ker je nenavadno, da so vam že kot ministru prav iz Novih obzorij nakazovali nekaj tisoč evrov v aprilu, ko ste bili že minister 2020. Ne, to ni nenavadno, ne? To ni nenavadno. Če nikoli niste delali nič za njih, kako ni nenavadno? Nova obzorja mi nikoli niso nakazovala. Nakazovala mi je Nova 24 in sicer po tistem oziroma v skladu s tistim, kar sem tam počel. Žal vas moram, dajte malo prečekirati. Nova obzorja so vam nakazala in to kar nekaj tisoč evrov. Ja, poleg tega so vam v času, ko ste bili minister, nakazovali, vam je še Nova hiša in Nova 24. Vi ste bili pa že minister.